Nogometaši Domžal so v drugem krogu prve lige Telekom Slovenije gostovali v ljubljanskih Stožicah, kjer so se v derbiju kroga pomerili z ljubljansko Olimpijo. Trener Simon Rožman je v primerjavi s povratno tekmo proti malteškemu Balcanu v udarni enajsterici opravil 4 zamenjave. Namesto Gregorja Sikoška, Josipa Čorluke, Slobodana Vuka in poškodovanega Matijasa Kajta so od prve minute zaigrali Branko Ilić, Sven Šoštarič-Karič, Šamar Nikolson in Matija Rom. V idealnih razmerah za igranje nogometa so prvi zapretili Domžalčani. Po napaki domačih je do strela prišel Senijad Ibričić, ki je ob dotiku branilcev Olimpije žogo poslal mimo vrat. Sledil je kot, ki ga ni najbolje izvedel Ibričić, a so rumeni v nadaljevanju akcije kljub temu nevarno zapretili. Po podaji Gabra Dobrovoljca je Ilić streljal nenatančno. Zeleni so odgovorili v 6. minuti, ko je na levi strani uspešno prodiral Vitalis Maksimenko. Latvijec je s podajo našel Marka Putinčanina, neposrečen strel Srba je preusmeril Stefan Savić, a je ostalo pri začetnem izidu. V 8. minuti je Haris Kadrić lepo žogo namestil Luki Menalu. Novinec v dresu Olimpije je sprožil zalas mimo vrat Domžal. Na drugi strani je po podaji Tilna Klemenčiča Rom močno streljal po tleh, vratar Nejc Vidmar je bil zanesljiv. Po eksplozivnem začetku tekme je sledilo 10-minutno zatišje, ko so znova udarili rumeni. Šoštarič-Karič je izvajal out na levi strani, akcijo sta nadaljevala Adam Gnezda-Čerin in Tonči Mujan. Hrvat je žogo namestil Ibričiću, ki je po preigravanju močno udaril z levico. Žoga je v gneči zadela enega od nogometašev in končala v mreži. Kapetan je na 4. tekmi nove sezone dosegel že 3. gol. Minimalno vodstvo rumenih je trajalo vsega 4 minute, saj je za podvojitev letega poskrbel novinec v dresu Domžal. Po podaji Roma je Šoštarič-Karič močno sprožil z voleja. Žoga je znova zadela enega od domačih branilcev, na kar Vidmar ni uspel preprečiti podvojitve vodstva gostov. Šoštarič-Karič je prvič zaigral v udarni enajsterici rumenih in za zaupanje se je nemudoma zahvalil z golom. Domači so odločno krenili po znižanje zaostanka. V 28. minuti je Menalo poslal predložek pred vrata, kjer je nenatančno sprožil Kadrić. Vsega minuto pozneje sta v kazenskem prostoru Domžal uspešno kombinirala Vitja Valenčić in Savić. Slednji je poslal žogo v mrežo, a je bil predtem, po mnenju stranskega sodnika, v prepovedanem položaju. Po dobre pol ure igre je Menalo znova poslal predložek pred vrata Domžal. Tam je nespretno posredoval Dobrovoljc, ki je z glavo žogo preusmeril v lastno mrežo. 1-2. V 35. minuti so Domžalčani napadali po desni strani. Po predložku Podlogarja je atraktivno zaključil Nikolson, ki je z glavo streljal mimo vrat. Na drugi strani je Asmir Sulić lepo zaposlil Menala, ki je močno meril v dolgi kot, z odlično obrambo se je izkazal Gregor Sorčan. Slednji pa je bil brez moči v 42. minuti. Kot so izvajali Domžalčani, domači pa so žogo izbili daleč na polovico rumenih. Tam je nespretno posredoval Mujan, kar je izkoristil Sulić in dobesedno žogo v nogah prišel do vrat in izid izenačil na 2-2. Že v naslednji minuti je bila Olimpija blizu popolnega preobrata. Savić je streljal mimo gola in izjemno zanimiv prvi polčas se je končal z neodločenim izidom. V drugem delu je prva zapretila Olimpija. Erik Boači je pobegnil po desni strani, v kazenskem prostoru je našel Kadrića, ki je iz ugodnega položaja streljal previsoko. Na drugi strani se je prostor za strel pripravil Gnezda-Čerin, poizkus Idričana je uspešno ukrotil vratar Vidmar. V 69. minuti je Sikošek poslal nevaren predložek pred vrata Olimpije. Tega nista uspela izkoristiti Nikolson in Podlogar. 2 minuti pozneje je prosti strel izvajal Sulić. Na kratko je podal do Valenčiča, ki je močno sprožil. Nikolson je žogo odbil nazaj do Valenčiča, ki je z močnim strelom z voleja zadel levi kot nemočnega Sorčana. Preobrat Olimpije za vodstvo s 3-2. V precej mirnejšem drugem polčasu so bili nogometaši Olimpije znova nevarni v 85. minuti. Po preigravanju je Sulić poslal močan predložek pred vrata, na pravem mestu je bil rezervist Ante Vukušić, ki je strelom z glavo postavil končni izid 4-2. Domžalčane sedaj znova čaka evropska obveznost, saj že v četrtek ob 20:45 v športnem parku Domžale gostuje vodilna ekipa švedskega prvenstva Malmö. Vstopnice so po znižani ceni že v predprodaji v NK Baru.